Medijski dan v Mariboru poteka že tretjič, vseeno pa je kar nekaj novosti. Kakšne so to letos? Ja, največja novost je festival. To smo organizirali prvič v kontekstu vse širše populacije študentov, ki se ukvarja z videom, ki se ukvarja s temi mediji, in želeli smo jim ponuditi nek prostor, kamor lahko recimo pokažejo svoje izdelke, da jih ljudje vidijo, da se pokažejo, kdo so talenti, in v končni fazi je to neka motivacija potem tudi za naprej. Za sam festival poskušamo zastaviti vse čim bolj široko, se pravi, da res omogočimo čim več študentom sodelovanje. Letos imamo na festivalu 30 filmov. Če bo želja oziroma če bo možnost, da to razširimo na več, bomo seveda razširili še na več. Po potrebi oziroma po odzivu bomo vključili nove kategorije, ampak zaenkrat bomo ostali pri teh osnovnih 4. In če se bo pač izkazalo, da bo pač več filmov prijavljenih, bomo pač na začetku morali izdati neko selekcijo, kar bo mogoče še dodatno motiv, da se študenti še malo bolj potrudijo. Kaj natančno se dogaja v bistvu v teh 2 dneh, kolikor poteka medijski dan? Danes bomo pravzaprav imeli predvsem druženje ob filmih in na koncu seveda podelitev nagrad. Medtem ko jutri potem se skupaj se preseli na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kjer bo bolj ali manj poudarek na predavanjih iz širšega medijskega področja. Tako da pravzaprav vsak, da lahko pride tja in najde nekaj za sebe, ker je tako raznolik program, da mislim, da tukaj res ni neka težava, kar se tega tiče. In po končni fazi ne bo to tako strokovno, da bi nekdo rekel, zdaj pa ne razumem nič, kaj se dogaja. Dostikrat se pojavi vprašanje, kaj vi sploh počnete, kdo ste, kaj so mediji. Ni to samo televizija, ni to samo radio, ni to samo časopis. Tako da bi želeli pravzaprav čim večje število študentov. Po drugi strani je to dobra priložnost za vse delodajalce, da vidijo pravzaprav, kdo to so. Se predstavijo posamezni študenti, sam profil in tako mogoče lažje ugotovijo, kaj potrebujejo, se jim približa tudi na ta način. In po končni fazi seveda vsa širša javnost, ki mogoče medije poznajo v smislu, zdaj pa to mediji, ne vejo pa, da se zadaj skriva še ogromno drugih področji, ki so povezani z mediji, niso pa neposredno vidni. Vloga medijev v zadnjem času se zelo spreminja. Kako so študentje, ko pridejo iz fakultete, iz teh programov medijskih komunikacij, pripravljeni na ta hiter življenjski slog? Ne bi rekel, da je internet izrinil tradicionalne medije, prisilil jih je v neko novo adaptacijo, v neke nove spremembe. Po drugi strani pa mislim, da internet še ni popolnoma izkoristil svojega potenciala. Preveč je tega kopiranja klasičnih vsebin samo na internet. Šele ko se bo tukaj dejansko izkristalizirala možnost, kaj vse internet ponuja, da bomo začeli dojemati internet kot nek drugačen medij, nov medij, ne samo kopijo obstoječih, ali pa neko alternativo obstoječim. Tukaj je recimo zelo zanimiv fenomen teh javnih socialnih omrežij, Twitter in podobne zadeve, kjer je pač edini problem, kako filtrirati te informacije, ker pač vsemu ne moremo verjeti. Tako da internet je zelo zanimivo področje. Po eni strani je divji zahod, po drugi strani ponuja razne informacije. In tukaj nekje vmes pa bo treba najti nek balans, nek kompromis in vsak pri sebi se bo moral zavedati določenih posledic, ki jih internet prinaša. In v končni fazi mislim, da bo to ena glavnih tem tudi jutrišnje okrogle mize, ki bo fantastična, že po moje. Kakšnega torej vidite novinarja v prihodnosti, opremljenega s čim, kaj mu bo delovno orodje, kako se bo javljal? Dejansko se da že danes pravzaprav z enim mobilnim telefonom in pa manjšim računalnikom, prenosnikom, z manjšo kamero, že dela pravzaprav vse novice, kvaliteta je dovolj na visokem nivoju. Res pa je, da če se gre za neke klasične, hitre novice, ki pač morajo biti zato, da so čim prej objavljene, je taka zadeva zelo primerna oziroma je mogoča in takšen novinar je pravzaprav zelo iskan, če je to sposoben narediti. Po drugi strani, če se gremo v neke poglobljene vsebine, kjer je treba veliko raziskovanja vključiti in podobne zadeve, tam pa težko govorimo, da mora ena oseba znati vse. Je pa fajn, da pozna druge aspekte, da lažje pripravi določene vsebine za posamezen medij, ker na ta način potem tudi ostalim olajša delo in gre se skupaj nekoliko hitreje skozi in na višjem nivoju kvalitetnem.